Dobro jutro, 30. julij 2025. Današnja ideja pa je obisk Učke oziroma njenega vrha z imenom Vojak oziroma Vojak po slovensko. Prometa, kot vidite, je ogromno, vendar se še vedno tekoče premikamo proti Postojni. Ura je pa 6:08. Danes trenutno za volanom moja boljša polovica. Pozdravite jo. Takole peljemo 110, vse je v mejah predpisov. Pred nama je pa še cirka 2 uri vožnje. In sicer bova šla pri Postojni dol, potem pa Rupa, ali kaj je tisti, Jelšane, proti reki in tam desno gor v hribe. Tale Vojak je nekaj manj kot 1400 metrov visok hrib. Mislim, da je 1395. Tam, kjer nameravamo parkirati, je nekje 950 višincev, tako da za narediti bo še 400. Po oznakah na tablah planinskih je pa cirka za 1 uro pa pol hoje. Zdaj, koliko je razdalja, ne vem. Tako da nekaj strašnih višincev ne bo. Vreme je zelo deževno v drugi polovici julija 2025 in vsaka taka prilika, ko je, jo je fajn izkoristiti za v hribe. Je zelo namočeno, skozi do sem je bila tale megla nekje. Ko sva se spustila dol od nas pa do sem, tle se je pa zdaj malo odprlo, tako da je malo bolj prijetno. Toliko za enkrat, dan bo v redu in se vidimo na parkirišču, kjer bova parkirala. Dobro jutro, danes drugič. Parkirala sva na tem parkirišču, na teh koordinatih, in sicer ob teh rampah. Drugače promet tle gor ni dovoljen, je pa rampa odprta. Piše pa, da imamo 1:40 minut do vrha. Tle imajo neke kamere, ampak veliko kdo vozi tle gor. Midva sva se odločila, da bova šla peš. Zelo je vetrovno. Skozi celo pot od Ilirske Bistrice dol, že gor na Knežakih je kazala temperatura 10 stopinj Celzija, kar je zelo hladno za 30. julij. Tle je pa zdaj na avto kazala 14 stopinj. Tako da hoja bo izredno prijetna, dan bo zelo lep, večinoma bo jasno, malo enih par oblačkov je tle gor, ampak dan bo sončen. Tako da v bistvu vse ok, minus veter. Bomo pa videli, kaj bo gor na vrhu, ali bo še bolj močno, ali bo mogoče pa celo manj vetra. Boks si ga vedi nisem pogledal na naše karte za veter. V končni fazi pa tudi tako ok, če je malo vetra. Samo da ni dežja. Nadaljujemo skozi po tej asfaltni cesti, dokler ne pridemo do odcepa, kjer se začne planinska pot. Eno prej sva že zavila napačno. Mislim, tudi bi prišli, samo pol moraš iti nazaj, kontra. Pa sva se raje tistih 50 višincev vrnila, pa greva zdaj tle, kjer je ta glavna pot uhojena. Na tem mestu pa zapustimo asfalt
in se podamo po teh kamnitih stopničkah. Božo spominja tale potka na Nanos, ko sva šla na Suhi vrh pod nekimi skalami. Pot je taka lepa, kamnita, dobro uhojena, malo spolzka, kar je še od dežja zmočeno, ampak je luštna. Takole malo se že sonce prebuja tle vmes, tako da bo prijetno. Še enkrat sva prečkala asfaltno cesto in ta pohodna stezica se je kar krepko razširila v širok kamnit kolovoz. Naklon je več ali manj približno tak, kot je tle. Bi rekel, enih 25-30 stopinj maksimalno, še to ne. Tako da se polagoma dvigujeva. Po parih korakih po tej širokem kolovozu ga ponovno zapustimo in nadaljujemo desno. Izredno lepo je vse povsod označeno, tako da tudi v bistvu navigacije več ali manj ne rabite. Scena se spet ponovi, prečkamo asfaltno cesto. Mislim, da bo nekaj slikala. Ni v redu. V redu je. Malo čudno kaže smer. Pitka voda, ki se ne da piti, ker je ni. Prišla sva do tega prvega platojčka. Do vrha imava še 40 minut. Pot poteka vse skozi po gozdu. Spet više se vračava na cesto in sva po vsej verjetnosti pa že zelo blizu vrha. Se pravi, kot sem prej povedal, 300 višincev samo za narediti. Zanimivo, da imajo znak, da se ne sme gor voziti. Jaz sem skozi mislil, da je makadam. Je pa dokaj lep asfalt. Tam pa tam je kaka nepopravljena udarna jama, luknja. Drugače pa tako, kot ga tle vidite. Evo, kako imate tle fino zaparkirati. Se pravi, če malo spregledate tisti znak, se verjetno tudi da gor pelati. Pa ta tabla, ko sem jaz gledal, kaj bi to bilo. Aha. No, to imajo malo nekaj obdelano. Mislim, obnovljeno. Poučno stezo. Pak midva sva šla kar direkt gor. Še malo proti vrhu. Oddaljena sva še nekih 50 minut do vrha Učke z imenom Bojak. Tukaj se že od spodaj vidi tale stolp oddajni. Total taka nezahtevna pot, edino tele kamni so spolzki. To je treba malo paziti, sploh pri sestopu. Ostala pa luštna pot. Zdaj, če se vam zelo modi, se verjetno da tudi popeljati gor. Ali pa za kolesa bi bilo tudi zanimivo.
Če bi jaz vedel, da je asfalt gor, bi celo mogoče se odločil, da bi šla s kolesi. Ali pa tudi ne. Takole, še dobrih 5 minut. Ko se pride tle ven iz gozda, se prvič odpre pogled tako malo boljši na morje. Z nekaj ladjicami in z hribi v ozadju. Sva že na Učki pri tem ogromnem radarju in zdaj nadaljujemo pot po tej tlakovani cesti do vrha. Zelo piha. Lastovičke so zelo hitre. Pravkar sva enemu mlademu fantu dala obliž za napeto, ki je glih komaj hodil, ki ga je 300 metrov užulilo. Excuse me, sir, do you have maybe some bandages? Ali nekaj takega je rekel. Pa je dobil iz Božene lekarne 2 majhna obliža za napeto. Tako da poskrbimo tudi za takšne stvari. Sotaši. Dobrodošli na Vojaku. Zdaj moramo pa še točno lokacijo poiskati, kje bom delal. 9 Alfa, Papa Hotel 012. Evo, tle pa celo nek razgledni stolp gor. Zdaj ne vem, je tole že tole. Mislim, da so vsi odtle delali. Verjetno. C-Kosota 9 Alfa stroke Sierra 57 Sierra Portable C-Kosota. Soča B6 Ljubljana Fala Izola. O, je to možno. Drago, P9++ na Vojaku, 9A PH 012, ok? Ja, Aleksandar, odlično prideš tudi do mene, 5-9, hvala. Ja, sva v redu stestirali anteno, hvala zanj za pomoč. Evo, dela tole, moja Slim Jimka. V redu, evo, super zveza je, ni problema, pa še velikih nared, pa 7-3. Ja, verjetno samo 2 metra. Na 70 lahko poskusimo, če boš počakal, samo ne vem, če bo šlo. C-Kosota, 9 Alfa, Papa, 9 Alfa skozi S57 Sierra Portable. C-Kosota, 9 Alfa stroke Sierra 57 Sierra Portable, C-Kosota. C-Kosota, 9 Adria cross Sierra 57 Sierra Portable, 9 Adria cross Sierra 57 Sierra Portable, C-Kosota. 9 Alfa stroke Sierra 57 Sierra Portable, 9 Adria skozi Sierra 57 Sierra Portable, C-Kosota. 9 Alfa stroke Sierra 57 Sierra Portable, C-Kosota, 9 Alfa stroke Sierra 57 Sierra Portable, C-Kosota. Mike Tango Portable. O, super redo, S58 Mike Tango Portable, 5-5 na Vojaku, ok? Ok. Aleksandar, ti si pa 5-7, sem pa na poti na Golico, tako da imam še 20 minut. No, mogoče pa naredimo sami to sami, sam jaz ne vem, sem rekel, sam Vuka ve, pa nobenega ne dobim. Hvala, ko si se oglasil, še 2 zvezi rabim, 7-3. 7-3, če greš pa na 70, pa lahko pa še tam. Veš kaj, ta antena ni za 70, lahko pa probamo, no, Drago, pridi tudi ti. Ja, če bo šlo, se oglasim. Oziroma, veš kaj, bom drugo anteno dal noter, mogoče tam bo šlo boljše. Bom najprej s to probal malo počakati, tako pa še z drugo. Zdaj se pa nekaj se je vklopilo. Šiza blokiralo mi je.
Pec ali šta? Ma dosta slabo ide. Slabo, a? Oj, ti baš danas. S56 LFI, 9A S57S portabel. S56 LFI, a gre? Kaj meni je to brez veze, ker mi ne valja. To pa celo pospravljajo, vidite. Jaz sem pol nas, ne Kaj? Je smeta nešto? Hvala vam. Inače bi radili dole ali tako piha vjetar. Da, pa dobro zavoj, da. Zavoj daj. SP6 LFI, SP6 LFI, 9A skozi SP7S portabel, a gre? 9A skozi SP7 Sierra portabel, je lide? Drago, SP6 LFI, SP6 LFI, Soča 5-7 Soča skozi 9A. Zguba cajta. To je toliko moten, da je zaznoret tle gor, tle je skozi nekaj počepami. Čeprav imam filter, tam pa ne gre. Evo, toliko nama piha, da nam je antena zdaj še padla dol par metrov nižje, a še gre? Ja, gre. Veš, če imaš toliko motenj, je to čisto razumljivo, ne? Sem te jaz slišal, ti pa meni nisi. V redu, tudi najlepša hvala za to zvezo, pa srečno. Ja, ok, hvala. Še dve rabim. Soča 9 Alfa, Cross Sierra, 5-7 Sierra portabel, C Kosota. Nove Ancona Bara S5 S portabile, 9A Cross S57S portabel, C Kosota. Ne bo šlo, moram... Neč, drago, hvala tebi, ne bo šlo, moram kratki val zalaufati na kratko. Ne bom dobil še te dve zveze očitno. C Kosota, 9A Cross Sierra, 5-7 Sierra portabel, C Kosota. Ja, škoda, ne, če ti Marjan tam nisi šel s parešena, to mogo je to do njega, če jaz tlede 5-9 prišel tržič. Veš kaj, bom po telefonu poklical, če vpršel. Ja, najbolj fajn, C Kosota, Soča 9 Alfa, Cross Sierra, 5-7 Sierra portabel, C Kosota. C Kosota, C kaj? Anteno pokupila tam. Ne, v redu je. C Kosota, Soča 5-7 Soča portabel, C Kosota. SP6 IHX, Marjan 5-5, me slišiš? Roger, Marjan, sprejeto, hvala lepa. Ja, 7-3, hvala. Evo, Sandi, uspelo ti je. Ja, evo, aktivacija uspešna, mi da pa zdaj pospravo, pa greva nazaj. 70 pač ne gre. Drago, lepo se mej, drugega pa itak ni na bandu. Dobro, da je še kakšen penzionist kot, a ne? Ma neverjetno močen signal imaš tisto tvojo kratko anteno. Kaj delaš? Boljši si kot Marjan, Marjan 3-3 komaj. Ja, imam odprt tamni dol, jaz sem tamni zvezo zmeraj naredil tlede s tole 0-12. Ja, super. Dobro, 4 zveze so, dvakrat še pokličem. Edo, koliko visoko si že? Ja, zdaj bom spal na grebenu, pa bom pa videl vrh. Ne vem, 15 minut. Ja, toliko ne bova, veš, je do sorry, no, pa drugič. Cikosota. 9 Alfa, stroke Sierra, 5-7 Sierra portable. 9 Alfa, stroke Sierra, 5-7 Sierra portable. 9 Alfa, 9 Adria, 9 Alfa, stroke Sierra, 5-7 Sierra portable, ok? Molina, weißt du wahrscheinlich unterwegs, gell?
einmal 73 Meter 8. Sierra 57, Juliet, Jadran. S57 Jadran, Janez 57, ok? Ja, Sandy, lepo zdrav. 3, Roger. Roger, 3-3, hvala Janez. 9 Alpha Station. 9 Alpha, stroke Sierra 57 Sierra Portable. 9 Alpha, stroke Sierra 57 Sierra Portable. 9 Alpha 57 Sierra Portable. 55, QSL, you're also 5x5, also 5x5. Reference 9 Alpha, stroke Papa Hotel 012. 9 Adria, stroke Papa Hotel 012. QSL? 9 Alpha Papa Hotel 0 QSL. Roger, give me your reference. Reference is Oscar Echo Kilo Tango 054 QSL. QSL. Danke Harald, 73, danke Summit to Summit. Danke für Summit to Summit, also schönen Tag noch, 73. 73. Psikuseta. Ok, I'm QRT. Sklepna misel, izredno hitro sva končala tole aktivacijo, zaradi tega, ker tako piha veter, da se enostavno ne da delati tako, da se midva vračamo počasi dol proti avtu. Razgledi tle so zelo lepi, tle gor na tem razglednem stolpu je tudi zelo zanimivo napisano, kot takole noter. Kje si videla on Grintovc? Kje je bil napisan? Takole imajo kar noter, aha, evo, če se bo kaj videlo na kameri. No, pokaži s prstom. Stol, ja, je to smer, evo. Imamo Storžič naš slovenski, tam gor nekam, ja. Je potem že mimo radar. Mimo radar, ki se ne vidi. Grintavec tudi. V smeri radarja, zdaj gledam. Malo kak, ja, skuta je že noter v radar. Ja, točno tja gor je. So te naši vršaci. Pa se pa Snežnik, ja se Snežnik se pa vidi. Snežnik je pa tisti špic tam. Mimo stolpa, direkt mimo stolpa. Tisti špic, saj ga vidiš, ko je najvišji. ni. A ne? Ne. Kaj pa pol tisti? A ja, pa je, ja. Se ne more biti kaj drugega. Tisti je. No, in pa že Jadransko morje od spodaj. Pa še malo v to smer. Tle se gre dol. Bože, adijo. Jaz še pa v to smer pokažem. Kaj tle piha, grem nazaj. Skoraj se ne da stati, takole toliko piha. Pa tele naši, mislim, na Hrvaški lepi otoki. Nekoč naši, skupni. Ja, lepo je tudi tle na teh hrvaških sotah. Zdaj se samo enih par noter v dnevniku, več kot 4 je. Midva pa grejo zdaj tja dol, ko se vidi tista avtocesta, ko se začne. In greva proti Puli obiskat hčerko pa njenega fanta pa njene prijatelje. Tako da se bo peljala čez celo Istro po avtocesti dol proti Puli. Lepo se imejte, 30. julij 2025, lep pozdrav iz Učke 7.3. Dodatek k sklepni misli. Poglejte, koliko je tle avto gor pripeljalo. V bistvu so večinoma tujci, tle je celo en za zagrebško registracijo. Jaz bi temu tako rekel, da za tujce pač odpravijo tisto rampo gor in kamor se gor peljete, tisti, ko nočete peš iti.
Midva z Božo sva pa se zdaj odločila, da greva kar po cesti peš dol, namreč kamni so zelo mokri še, vlažni, ne mokri. In nekako sva se odločila, da greva kar peš po cesti dol zaradi varnosti. Kratkega vala potem nisem nič postavljal. Še tle piha, gore pa tako pihal, da se skoraj mogel držati za tisto obzidje, da te ni odpihnalo. Hvala vsem slovenskim postajam za zvezo. Toliko. Vsekako, če boste kje tle v bližini, pa da se ukvarjate z vsoto, se vam splača, če še niste bili tle gotov skočic. Peš s kolesom ali z avtom. Lep pozdrav od naju z Božo.